Vi ste pa še prej končal. Dobro, hvala lepa za briljantno analizo. Sedaj bi pa prosil, da prevzame mikrofon profesor dr. Lovro Šturm, ki je z Jožetom sodeloval ob samih začetkih vzpostavljanja demokratičnega volilnega sistema. Prosim. Hvala za povabilo in za to iztočnico. Temu moram pritrditi. Res je, direktno takrat, ko se je Jože Pučnik vrnil v Slovenijo, seveda posredno sem pa takrat še kot študent in kasneje kot novopečeni diplomirani pravnik, seveda zelo z velikim zanimanjem spremljal tudi vsa dogajanja, ki so se takrat dogajala okrog revije Beseda 57 in kasneje okrog Perspektiv in seveda tudi zelo pozorno vse, kar se je dogajalo s Pučnikom. Moram povedati, da je Pučnik vendar bil v krogu mojih znancev, ki smo imeli takrat enake poglede, jih pa seveda nismo javno razglašali, je bil vendarle nek simbol upanja. Bil je simbol upora, bil je tisti, ki je z jasno besedo opozoril na stvarne probleme, ki je povedal, da si ne smemo niti na eni strani zatiskati oči pred življenjem, v katerem smo, niti se ne smemo zatekati v imaginarno kritiko vesoljnih problemov, ki tarejo Evropo ali svet, tako kot smo slišali danes, tako kot so to storili nekateri drugi intelektualci iz tega kroga. Skratka, Jože Pučnik je bil stvarni človek z razumevanjem za probleme posameznika v družbi, v kateri smo takrat živeli, v totalitarnem sistemu, in bil je tudi dovolj pogumen, da se je temu uprl, in to je storil dvakrat. To je bilo izjemno dejanje in s tem je postal že takrat tudi med mnogimi takratnimi mladimi simboli. Moram reči, da smo mi obžalovali, da je takrat odšel v tujino. In toliko večje je bilo potem naše veselje, čez nekako 20 let, ko se je začel ponovno oglašati v revijah, v realnem tisku, zlasti v Novi reviji. Spomnim se, s kakšno nestrpnostjo smo pričakovali njegove zapise. Zelo smo se razveselili prvih njegovih zapisov. To je bilo v sredini 80-ih let, ko se je že čutilo, ko je tlelo spoznanje, da bo moralo priti do nekih, ni se vedelo kakšnih, vedelo se vedelo bistvenih sprememb v takratnem političnem sistemu. Pučnik je bil na nek način že med nami, s svojimi objavami. Podobno je veljalo seveda tudi za Ljuba Sirca. Tudi Ljubi Sirc je imel na nek način podobno usodo, bil je prav tako zbrt, prav tako je šel v tujino in takrat tudi približno v tistem času se je začel ponovno javljati s svojimi pogledi, s svojimi članki. No, moje prvo srečanje s Jožetom Pučnikom, ki je bil vsekakor gotovo tudi veliki evropejec, pa je bilo konec leta 89 in v začetku leta 90, ko sva se končno tudi neposredno srečala. To je bil čas, ko smo se začeli pripravljati na nove volitve. Na volitve, ki so bile potem spomladi leta 90 in na katerih, kot veste, je takratna Demosova opozicija tudi prepričljivo zmagala. Čeprav zaradi volilnih trikov, ki se jih je privoščila do tedanja oblast, ta zmaga ni bila tako popolna, kot bi dejansko morala biti, ampak to je že druga zgodba.
Takrat sem se velikokrat s Pučnikom srečeval. On je bil vodja Demosa, sam sem bil pa svetovalec za volilne zadeve in sem se udeleževal vseh Demosovih sestankov predsedstva Demosa in sem lahko blizu občudoval njegovo točno analizo problemov in to, da je točno vedno vedel, kaj moramo storiti. Mnogi drugi tega niso vedeli ali pa niso hteli vedeti. On je vedel. In je bil seveda tudi zelo neomajen glede osamosvojitve Slovenije, glede tega, da mora Slovenija zapustiti Jugoslavijo. On je bil v tem pogledu ne samo tisti, ki je kazal pot, on je bil motor, pa ni bil navaden motor, bil je motor s 1000 konjskimi silami. Potiskal je zadeve naprej in zadeve so potem tudi stekle naprej. Po drugi strani pa je treba vedeti tudi to, da je bil od vsega začetka svoje vrnitve, je bil seveda Pučnik deležen tudi ostrih, nepoštenih napadov, medijskih napadov s strani prejšnje oblasti. Ti napadi so bili tako premišljeni in tako portalni in tako, bom rekel, nespremljivi, da je meni seveda postalo tako jasno, da to ne more biti druga kot delo posebne specialne službe iz nekdanje tajne politične policije, ki je sigurno v Jožetu Pučniku prepoznala najbolj nevarnega nasprotnika, nekdanjemu nedemokratičnemu totalitarnemu režimu pod monopolom komunistične partije in so seveda na vsak način hoteli preprečiti njegovo osebno uveljavitev, zato so se nanj spravili z vsemi mogočimi zvijačami, ki jih pozna sodobna medijska scena. Prepričan sem, da so oni vse to skrivali, potem so pa poiskali med medijskimi izvajalci, med novinarji, seveda tiste, ki so potem po skladu z njihovimi napotili to tudi storili in začeli ustvariti čisto drugačno podobo od Jožeta Pučnika v javnosti, od te, ki je dejansko bila. Jože Pučnik je bil zelo topo človek, osebno zelo topo človek. Bil je seveda zelo odločen, kadar je hotel uveljaviti tisto, kar je bilo treba, ampak obenem osebno zelo topo človek. Te njegove lastnosti seveda nikakor niso prikazali so popolnoma drugačne in vse izmišljene. Pučnik je bil tudi izjemen demokrat. Spoštoval je res pravico vsakega, da ima svoje mnenje, da svoje poje. Demokracija mu je očitno bila sestavni del njegovega dnevnega življenja, njegovega žitja in bitja. Bil je pa tudi, poleg tega, da je bil zelo velik Slovenec, tudi velik Evropejec. On je bil tisti, ki je, bom rekel, v zaplankano Slovenijo prinašal evropskega duha. Gotovo je temu koristilo tudi to, da je pač skoraj več kot 2 desetletji preživel tudi v Nemčiji, kjer je imel priliko sprejeti vse prvine svobodne demokratične družbe, v kateri je tudi tam sodeloval, in je potem vse te značilnosti in vse te elemente svobodne demokratične družbe skušal unesti tudi v naš slovenski omejeni prostor, ki je bil pa tudi še neprestano pod zelo močnimi vplivi nosilcev nekdanje politične oblasti. Ti vplivi so bili bodisi direktni ali indirektni. Jože Pučnik je bil seveda tudi izjemno resnicoljuben človek. Ni zmogel nikdar izreči nekaj, kar ne bi bilo res, kar je za politika včasih velika prednost. Bil je
pa končno najprej, to je tudi izjemno pogumen človek. Tudi v sedanjih razmerah so bile situacije in položaji, ki so bili nevarni, vendar se on na to ni oziral, on na to ni gledal, strogo in dosledno je zasledoval tisto, ker je želel doseči. Želel doseči to, da bi bila Slovenija samostojna. In ta želja se mu je izpolnila in on je bil tisti, ki je gotovo k realizaciji tega cilja pripomogel bistveno, pripomogel največ, kar je mogel. Druga stvar je seveda, kdaj bo Slovenija postala svobodna demokratična družba. Tu pa smo bili vsi očitno v 90-ih letih preveliki optimisti, to je pa še naloga, ki vse Slovence, ne samo nas, še čaka in ki jo bo pač treba doseči v letih, ki so še pred nami. Kaj ne rečem, pogrešamo ga. Rabili bi ga tudi zelo zdaj v teh trenutkih. Hvala lepa. Hvala doktorju Robertu Škornju. Sedaj pa vabim besedo Andreja Valič-Sver. Še enkrat za besedo. Po tako sijajnih dveh prispevkih je pravzaprav težko nadaljevati. Bom vendarle poskusila. Jaz sem si zdaj med obima referatoma ogromno črtala, dopisovala. Vidimo, da dejansko dr. Jože Pučnik je neizčrpen vir razmišljanj, analiz, pa ne samo to, tudi napotkov za prihodnost. In mogoče osnovna misel mojega tega skromnega prispevka bo, da je treba dr. Jožeta Pučnika res brati sedaj, zato, kot je dejal dr. Šturm, ker je vedno vedel, kaj storiti in ker je v svojih tekstih tako svež, da tudi, če ga beremo danes, po več kot 10 letih od njegove smrti, so njegovi teksti pravzaprav odgovori na naša današnja vprašanja in na naše razmisleke v naši prihodnosti. In v tem svojem tekstu sem se omejila res samo na eno misel o vračanju dr. Jožeta Pučnika sredi 80-ih let v slovenski prostor. Duhovno je bil tako ali tako vedno z družino, tudi s Slovenkami in Slovenci, s Slovenijo, ampak kot je že dr. Zed prej dejal, nekako se je izogibal povabilom, da bi se bolj dejavno vključeval v tako imenovane izseljenniška društva, ravno verjetno zaradi tega zavedanja, da so prepleteni z otroci. Potem bi mogoče opozorila še na eno misel, ki je bila danes tudi že izrečena. Dr. Šturm je prej rekel, da sta oba velika dizidenta, tako Pučnik kot Sirc v tistem času se nekako na nek način spet vračala v Slovenijo in zanimivo je, da ste se v tistem času pravzaprav šele osebno spoznala in to preko pisem, ki jih je Inštitut dr. Jožeta Pučnika dobil v lanskem letu, odkupil. Jaz sem napisala en znanstveni prispevek in upam, da bo v naslednjih mesecih izšel, pa morda o kakšni drugi priložnosti kaj več o tem. Je pa sigurno to zanimivo dejstvo, ki je seveda vredno raziskovalne pozornosti. Danes pa res nekaj kratkih misli o dveh elementih, na katerih temelji tudi Majniška resolucija iz leta 1989 in so bili tudi že omenjeni. Eno je osamosvojitev, eno je demokratizacija, torej dva procesa, ki sta se v misli in delu ne samo dr. Jožeta Pučnika, ampak vseh akterjev slovenske politične pomladi nerazdružno prepletala. In dr. Jože Pučnik že v svojem prvem intervjuju za Novo revijo leta 1984 z Tarasom Kermaunerjem govori o demokraciji, kakršna naj bi po njegovem mnenju bila, in
po dolgih letih neprostovoljnega izgnanstva iz domovine, točno, jasno in glasno zapiše takole, citiram: "Gre za osnovno človeško pravico, da sme vsak državljan, ne glede na socialno poreklo in zavestno sprejeto vero, povedati svoje mnenje, jasno in javno, ne da bi ga zaradi tega moralo zazebsti od strahu pred državnimi organi ali neko partijo. Glasno izrečena mnenja ostanejo mnenja, kolikor se ne združijo z drugimi podobnimi, se ob tem spremenijo, oplodijo in postanejo, kolikor to demokratično in brez pritiskov uspe, osnova za volitve različnih organov, ki šele takrat, demokratično izvoljeni, lahko odločajo o ohranitvi ali o reformi dotedanjih načel urejanja družbe. Nihče nima pravice proglašati tabuje. Tabu so lahko samo te osnovne človečanske pravice, da se demokratično, brez pritiskov in brez represali tabuji skozi čas spreminjajo. To je abeceda vsake demokracije. Če tega ni, ne moremo govoriti o demokraciji. Kje imaš kakšno demokratično deželo, kjer bi se ljudje morali bati policije, če izrečejo svoje mnenje, glasno in javno? Mislim, da se zavedam, o čem govorim. Argumenti, da obstajajo posebne vrste demokracij, kjer takšno javno izražanje mnenj, seveda zaradi objektivnih razlogov, žal še ni mogoče, so po mojem mnenju čista kozmetika v prostoru evropske politične kulture. Morda vlečejo takšni argumenti v Aziji ali Južni in Srednji Ameriki, v Evropi ne moremo, ne smemo in ne bomo nikdar več mislili in čutili drugače. Nihče, prav nihče ne more tega izbrisati za dalj časa, noben poskus legitimiranja me v tem vprašanju ne more prepričati." Konec citata. Torej, gre za kratek, ampak zelo poveden izsek, iz katerega je moč razbrati Pučnikov odnos do moderne demokracije. In v tem citatu lahko seveda zaznamo Pučnikov odnos do svobode posameznika, ki jo je postavil na vrhovni piedestal, še posebej svobodo misli, svobodo javnega izražanja. Nasproti temu postavi strah, ki ga totalitarni režimi, državni organi ali partija, ki ima monopol nad resnico, skušajo zbuditi v posamezniku. Različnost mnenj, torej pluralizem v procesu prostega javnega dialoga in na podlagi svobodnih volitev pripelje do legitimnih odločitev tudi o najbolj vitalnih vprašanjih družbenega razvoja, o načelih urejanja družbe, kot temu pravi dr. Pučnik. S tem je seveda dr. Pučnik jasno nakazal, jasno dal vedeti, da se je potrebno vprašati sredi 80-ih let tudi po legitimnosti slovenskega komunističnega sistema, ki so ga preoblačili v tako imenovano socialistično samoupravno demokracijo in da ne sme biti nikakršnih tabujev. Kot smo že slišali, je kmalu potem izšla tudi njegova knjiga, že omenjena Družba, kultura in tehnologija, v kateri ponovno govori o demokraciji, predlaga demitizacijo Slovenije, odpravo leninističnih tabujev in namesto njih postavitev konkretnega jezika, načel civilne družbe in pluralističnega političnega sistema. Jaz bom prepustila prostor drugim, ker vem, da tukaj sta še dva, ki imata veliko zapovedati. Jaz bom svoje misli razvila v prispevku, ki upam, da bo objavljen. Ampak vendarle, za konec bi pa opozorila mogoče še na eno Pučnikovo zelo jasno misel, ki mislim, da je tudi za današnji čas izredno pomembna. V zadnjem času smo priče potvarjanju, bom rekla, kar z jasno in glasno besedo, časa slovenske politične pomladi.
Na en način se vedno bolj uveljavlja neka teza v javnosti, da je takrat tako imenovana partija oziroma Zveza komunistov vse demokratizirala do takšne mere, da je enostavno položila oblast v roke torej nastajajočim novim političnim gibanjem. To je enostavno skregano z resničnimi dejstvi, z resničnim dogajanjem. In tukaj tudi Pučnik zelo jasno loči med tako imenovano demokratizacijo in tako imenovano liberalizacijo. In lahko bi rekli seveda, da se je partija v svojem zadnjem obdobju, tam konec 80-ih let, do neke mere liberalizirala. Konec koncev je dopustila tudi neke kozmetične popravke, ki so vendarle pripeljali do aprilskih volitev leta 90. Ampak to je bilo po Pučniku samo dopuščanje demokracije. To še ni bila demokracija. In mislim, da bo tukaj potrebnih še mnogo razprav, mnogo dialoga in reči enostavno Bobu Bob, oziroma jasno in odločno besedo po Pučniku. In še to za konec, mislim, da je tudi ta moj prispevek izvedel nekako v smislu prejšnjih dveh, da je bil Pučnik človek, ki je bil proti tabujem, ki je nastopal proti tabujem in da je bil njegov življenjski kredo nekako, da se je tem tabujem, tem resnicam, večnim, za večno postavljenim, enostavno potrebno upreti. Zato bom še enkrat rekla, misel in delo dr. Pučnika nam je prav gotovo vodilo tudi v teh časih. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden dam besedo naprej, naj samo še pojasnim naslov današnjega simpozija, ki se povezuje z evropskostjo, z Evropsko unijo. Dejansko je, in to so vsi naši predavatelji, govorniki danes že poudarili Pučnikovo evropsko naravnanost, dejansko Pučnik že v sredi 80-ih let poudarjal to evropskost. Andreja je malo prej omenila evropski prostor politične kulture. Pučnik je zapisal, leninistični sistem ne spada v evropski prostor politične kulture. Večkrat se tudi vprašamo, ko razmišljamo o tem, Pučnik je dejansko prinesel evropske vzorce mišljenja, vedenja v slovenski politični prostor. Kako to, da se je odločil za bolj socialdemokratsko paradigmo, ne pa za EPP paradigmo takrače, Ampak, če bi gledali strukturo njegove politične misli, njegove politične filozofije leta 85, pa 90, pa 95, 2000 in tako naprej, bi videli, da je v jedru ostala enaka. Da govori o modernizmu, o pluralizmu, o demokraciji, o človekovih pravicah, o pravici svobodno misliti in to javno izraziti. Na vseh teh parametrih danes temelji tudi Evropska ljudska stranka. To ni šlo za neki radikalni prelom takrat, ko se je njegova stranka vključila v desnosredinsko stranko. EPP ni klasična konzervativna stranka. To so konzervativne stranke po Evropi. To je tudi Pöttering večkrat poudaril. In če bi danes poskušali sestaviti njegovo glavne lastnosti, njegove politične filozofije takrat in kasneje in nekem mestnem obdobju bi videli, da tukaj pa je premočrten in popolnoma skladen z tem, kar danes predstavljamo mi v Evropski ljudski stranki, ki je tako ali drugače nekako vključena v ohranjanje spomina na dr. Jožeta Pučnika. Nenazadnje smo pod okriljem naše krovne evropske organizacije opravili mnogo simpozijev in drugih preditev v okviru Jožeta Pučnika, pa še prej v okviru kakšne druge organizacije oziroma društva. Tako, sedaj pa bi dal besedo naprej. Če gospod Zorn, prosim.
Hvala lepa, lep pozdrav. Gospod Zver mi je dal imenitno iztočnico in ni vedel, da bom pravzaprav govoril danes o tem, kar je on ravno kar začel, kajti nisva se dogovorila. Ampak zdi se mi, da je ostalo v Pučnikovem opusu dela neka tema, ki ni dovolj izgovorjena in bi jo bilo treba ovrednotiti, izgovoriti in napisati zdaj zares. Čim prej in to nas tudi čaka. Sam bom danes lahko povedal samo nekaj izhodiščnih tez oziroma logiko, zakaj mislim, da je to pomembno. Kasneje pa se bo dogajalo, kakor se bo dogajalo. O Pučniku namreč kot človeku že mnogo vemo. Tudi vemo faktografsko že kar veliko o njegovi zgodbi in hkrati o zgodbi slovenske države. Številne knjige in prispevki, zdaj so že številne, celo monografija, so v dosegu roke in ne moramo drugače, kot da ponavljamo nekatere stvari, ki smo jih sami tudi že izrekli. Tudi Pučnikova oseba sama po sebi je taka, da nas je mnoge navdihovala, tiste, ki smo ga srečevali, in o tem radi govorimo, ker se nam zdi, da danes manjka in da nam s tem, ko govorimo o njem, da nas navdihuje še naprej. Vendar pa bo treba povedati tudi še kaj drugega. In zdi se mi zelo pomembno, da povemo, da je Pučnik pri nas znova prinesel ali pa vsaj razvil socialdemokracijo, ki je bila v ponovnem vzponu po vojni, skratka tisto socialdemokracijo, ki je bila takoj po revoluciji zatrta in da je hkrati kasneje, kar je bistvo te teze, tudi zapustil in nam s tem omogočil, da smo ostali strankarsko in družbeno gledano še razvejani, kajti socialdemokracija v Sloveniji se je zgodilo, da je bila prevzeta, preimenovana od tistih, ki so jo pač včasih uničili. In če se vrnem še na začetku, Pučnik ni bil sprejet k nam kot češki Havel v svoji državi. Čeprav je imel vse lastnosti tudi tega vsaj strukturno. Bil je disident, bil je nesporna avtoriteta, imel je hudo zaporniško usodo kot disident, mnogo hujšo kot Havel, ampak moralna podoba slovenske tranzicije je bila taka, da smo te stvari medijsko zatrli ali pa smo jih propagandno prekrili in iz tega potem ni bilo tisto, kar bi Pučnik zaslužil. Toliko mimogrede o tem, kaj se njegovi osebi dogaja potem, ko se vrne v Slovenijo in kaj bi se moralo zgoditi. Ampak tisto, kar je bistveno, je to. To sovraštvo stare nomenklature do Pučnika ni samo v tem, da sovraži svojo žrtev, ki ni hotela umreti, ampak je prišla nazaj, ampak da sovraži tudi to, da mu skuša, da nomenklaturi stari skuša prevzeti tisto, kar načrtuje sama. Prevzeti skuša socialdemokracijo. Zgodilo se je namreč, da se je slovenska socialdemokracija v konec 90-ih letih avtohtono rodila v Litostrojju s Francetom Tomšičem in še kom, vendar pa se je kmalu pridružil tudi Pučnik. In tu je jedro problema. Kajti razlika med socialdemokracijo klasičnega evropskega tipa, tudi takšno, kakršna je bila pred drugo svetovno vojno v Sloveniji, in pač tisto, kar razume socializem in partija pod svojo socialno demokracijo in socialno noto, je velikanska in tako rekoč fatalna. Razlika je najprej v tem, da skuša klasična socialdemokracija
znotraj parlamentarne demokracije zmagati in vladati z vsemi mehanizmi, ki jih demokracija omogoča. Tega partijska socialna nota ne dela. Svojo oblast prevzame z diktaturo in vlada z nasiljem. To je prva velikanska razlika. Druga razlika med klasično socialdemokracijo in socialistično socialno noto je seveda ta, da je socializem zgrajen na radikalno razredni razliki. Medtem ko socialna demokracija glede tega ni tako stroga. In tretja velika razlika je to, da klasična socialdemokracija živi lahko ob krščanstvu. Celo del te socialne demokracije pravi, da ima krščanske korenine. Medtem, ko je za klasični socializem, kaj še komunizem, seveda krščanstvo nekaj, kar je treba zatreti. In glede tega se je na Sloveniji začelo vse vrteti. Kajti, če ostanemo pri klasični socialdemokraciji, potem hkrati, in nam to uspe, potem hkrati povemo, da je takšna demokracija možna, da se da odpreti vse socialne kanale hkrati v domu demokracije, brez nasilja, in da je bila preteklost, ki je vladala s terorjem, povsem drugačna in si zato ne more lastiti ničesar takega, kar govorimo pri socialni dimenziji demokracije. Vendar smo imeli pri tem težavo. Težava je bila v tem, da se v Sloveniji zaradi medijske propagande, zaradi 50-letne manipulacije z mnenjem, z terminologijo, z popravljeno zgodovino, z vsem tem enostavno ne da postaviti klasične socialdemokracije nazaj kot razliko med partijsko diktaturo. Ampak se zdi, kakor da je omehčana partija, za kar so govorili, da v Sloveniji je, vendar je neka oblika socialne demokracije že sama po sebi in da zato tisto, kar prihaja od Pučnika, Tomšiča in ostalih, ni nekaj, kar bi potrebovali. Kljub temu, da je logika govorila drugače. Logika je govorila, da 50 let socializma, tudi samo upravljalo to, mogoče vendarle toliko pokvarilo volilno telo in pamet voljivcev, da je še najbližja stranka, ki je mogoča, klasična socialdemokracija. Vendar ni bilo tako. Imeli smo težave. Ko so naši socialdemokrati prihajali v Evropo, so tam zagledali znane obraze. Znane obraze iz preteklih režimov. To se ni dogajalo namreč samo v Sloveniji, ampak v vseh socialističnih lagerjih, ki so se pridružili Evropski uniji. To je bila prva težava. Druga težava, ki sem omenil, je bila doma. In tretja težava je bila ta, da je tej socialdemokraciji, ki se je pri nas obudila, nekaj malega manjkalo. Kakor bomo videli, lahko povem že zdaj, kasneje se je izkazalo, da je to domoljubje, da je to orientacija na samo slovensko državo, kajti tisto, kar je socialdemokracija v evropskem smislu, je zadevala tudi Evropo, kar slovenski volivec 50 let v zaprtih mejah in zaprti pameti nikakor ni mogel več upoštevati, oziroma še upoštevati, ker je Evropo zaenkrat izključil iz svoje pameti. In tukaj je bila težava, velikanska težava, kajti bili so socialdemokrati preblizu bivšemu socializmu, hkrati pa niso imeli instrumentov to razliko pojasniti. Zato se je zgodilo tisto, kar je pač bilo nujno potrebno. Socialdemokratska stranka je počasi začela razmišljati, da bi se lahko pridružila Evropski ljudski stranki, vendar tako, da se ne preimenuje s tem, da hkrati izgubi svojo identiteto in s tem, da se hkrati odpove svojim temeljem. To se je tudi zgodilo, sicer na prelomu tega, kar je Pučnik kot predsednik v
SDS takrat še počel in potem, ko se je priključil temu tudi Janez Janša kot novi predsednik. Takrat se je pokazala možnost, da se to zgodi na poseben način. Pri tem je imel Pučnik izredno pomembno vlogo in besedo, kajti bil je glede tega pač vrhovna avtoriteta v državi in če bi se temu uprl, če bi hotel svojo smer, bi najbrž ne bilo v slovenski demokraciji, v slovenskem strankarskem življenju, tako kot je. Bilo bi mnogo slabše. Če pa bi ostali na poti klasične socialdemokracije, pa nas danes ne bi bilo več. To je bila namreč edina stranka, ki je nomenklatura ni uspela olastniniti, ni se uspela polastiti, kajti predtem se je bolj ali manj polastila skoraj vsega, razen manjših marginalnih. Ne smemo pozabiti, da so tudi tradicionalisti in konzervativci preko časopisa Slovenec napadali Pučnika. To se prerado pozablja in to zelo napadali. Tudi njim je bil nekakšna konkurenca. Začela se je skratka dogajati ta velikanska sprememba. Kako naj se zgodi? Zgodila se je tako, da smo ohranili socialdemokratske klasične temelje, preimenovali stranko v Slovensko demokratsko stranko, šli v Evropsko ljudsko stranko in postali močen dejavnik v slovenskem strankarskem življenju. Pučnikova vloga pri tem je močna. Janševa vloga je takrat izjemno močna, ker sta bila dva parava skupaj. In zahvaliti se moramo Pučniku, da vendarle danes ostaja še del tistega, kar se je skušalo s pomladnimi strankami ob nastanku slovenske države ustvariti, ohraniti in spremeniti. V sedanjem času, ko se kaže nostalgija nazaj za socializem, ko po celi Evropi in tudi še kot nastajajo resentimenti za komunizmom, je zelo pomembno, da vemo, da se ohranjamo tudi tako, da smo postali to, kar smo. In to je zelo važno. Še nekaj bo treba povedati. Pučnika bo treba ohraniti v šolah. Tam je zdaj komaj, da omenjan, če pa je, seveda tisti načrtki, ki pač ga sploh upoštevajo, ne vejo z njim kaj početi. Zato mislim, da bi bilo treba napraviti natančen pregled vsega, kar je v Sloveniji storil. Ne samo za osamosvojitev, ne samo za demos, ne samo za kakšne volitve, pač pa tudi za to, zakaj se je zavzemal v kakšnem odboru kot parlamentarec, kaj je dobesedno faktografsko, kdaj hotel izglasovati, kakšno je njegovo poročilo po vojnih pobojih. Kratka, to klasično, enostavno za šolo primerno, da vemo, kaj je Pučnik povzročil, takega, da je za nas tako pomemben in kaj bi bilo, če tega ne bi nihče storil. Tole mnogo dela je še pred nami. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Zorno za njegovo refleksijo. Sedaj pa še Iva Zimič Pučnik, prosim. Tudi v mojem imenu vas vse prisrčno pozdravljam. Dobrodošli v Jožetovem domačem kraju. Ker, kot je že dr. Zver prej rekel, sodim sicer v ta drugi, bolj spominski del, se zdaj lahko sprostite, nekoliko olajšate svojo koncentracijo teh predhodnih ekspertov, ki so poglobljeno razmišljali. Moje izvajanje se nanaša na čisto preproste, meni pa seveda tudi dragocene spomine. Sicer sem že pred nedaleč nazaj obujala spomine na Jožeta skozi lastno osebno doživljanje. Tako da danes ne bom počela tega, ampak sem se odločila, da bom pač tu, ker smo v njegovih krajih osvežila
njegova otroška in mladostna leta v tem okolju, v katerem je živel. Jože se je rodil na Čerešnjevcu, 4 km stran. To je bil vse skozi, kljub viharno razpetem življenju in težke usodi njegov dom. Na to okolje so ga vezala mnoga mladostna prijateljstva, mnogi spomini. Sem se je vračal celo življenje, tu je našel svoj zadnji dom. V kmečki družini, kjer otrok niso tepli, mati Otilija je pisala pesmi, oče Ludvik je bil vaški politik, naročeni so bili na Dnevnik jutro, se je rodilo 6 otrok. Otroštvo so preživeli samo 3, delčka Ivan in najmlajši Jože. Jožetovo bistrost in energijo je brat oposil že v njegovem prvem letu in je prvi spomin na Jožeta, ki se je z očetovim pripovedovanjem ohranil o naši družini. Ko sta šla Jožetova starša v nedeljo k jutranji maši, sta Jožetov v posteljo, spal je v njuni, dala stekleničko z mlekom, Ivan, moj oče pa ga je moral paziti. Jože je pobacal, hodil še ni, iz enega roba postelje do drugega in se nagibal z glavo čezen, dokler Ivan pritekel, da bi preprečil njegov padec z postelje. Takrat ga je Jože mahnil stekleničko po glavi in zbežal na nasprotni rob. To se je ponavljalo nekajkrat, dokler Ivan ni spoznal, da je bilo to Jožetovo zavestno igranje. Že v predšolskih letih je bil močno vpet v kmečko delo na 7-hektarski ekstenzivni kmetiji. Oče Ludvik je zgodaj zbolel in je večina dela slonelo na materi in otrocih. Jože je bil spreten in učinkovit. Pri košnji je prehiteval 5 let starejšega brata, a mu je bilo kmečko delo duhamorno, preveč monotono za njegov nemiren in vedoželjen duh. To se je odrazilo v njegovem članku leta 1963, nekoliko je predhodil dilemom našega kmetijstva, kar smo že danes omenjali, torej 30 let kasneje z naslovom Konec in začetek počitnic, v katerem je kot odpor do romantičnega opisovanja takratnega položaja otrok in na osnovi citiranega pisma kmečke deklice, objavljenega v Kmečkem glasu avgusta 1963, torej konec počitnic, opozarjal na položaj kmečkih otrok, da za eno polovico otrok začetek šole pomeni začetek utrudljivega dela, za drugo polovico pa telesno in duševno sprostitev od socialnih in ekonomskih problemov. Konec citata. Jože je v rani mladosti bil prepoznan kot radoveden in samonikov fant, osnovno šolo, od tega, oziroma poleg tega še 2 leti nemške, v času okupacije je obiskoval na Čerešnjevcu. Šolanje mu je šlo dobro, razen petja in verouka. Tudi 11. šolo je obiskoval. Naskrivaj je preizkušal zakonitosti elektrike, ko se o tem v šoli še ne učil, da je enkrat cela vas ostala brez nje. Veliko je bral. Ker čez dan pogosto ni bilo časa za to, je bral več po noči, pod odejo z ročno baterijo, da mama ni videla goreti luči. Bral je seveda tudi v šoli med poukom kot klopjo. V nižjo gimnazijo se je vpisal sam brez vednosti staršev. Sicer ne bi nasprotovala, tako je bilo planirano, ampak nihče ni vodil računa o tem, brat Ivan pa je bil takrat že pri vojakih. Tako je sredi dopoldneva, sredi dela na njivi, zapustil živino in odšel peš v mesto. Od tam izvira naslednja anekdota. Med poukom je sošolec drugega pičil šestilom v hrbet in ta je seveda zaupil. Oba sta bila kaznovana z zaporom. Njegov razrednik Branko Sorčnik je povedal, kako je Jože ob tem dogodku vztrajno tiščal roko v zrak. Citiram: "Kaj bi rad?" sem ga vprašal. Papučnik ostane in glasno ter jezno reče: "Kazen je enaka, krivda pa ne." Učenci so se zdrznili, še sam nisem vedel, kaj ne storim.
V resnici sem bil nad njegovim junaštvom in čutom za pravico veselo presenečen, pa sem kljub temu rekel tiho bodi. Vrstniki se ga spominjajo kot odličnega učenca, samozavestnega, pogumnega in iskrenega prijatelja. Zelo rad je debatiral, imel je bujno domišljijo. Citiram: po sobotah zvečer, včasih tudi med tednom in ob nedeljah dopoldan smo se redno srečevali. To je bilo v stari šoli na Črešnjevcu. Po telovadbi oziroma igranju šaha smo začeli z družboslovnimi in političnimi debatami. Pri tem je imel vodilno vlogo Jože, ki je svojo razgledanostjo in znanjem daleč presegal sogovornike. Se spominjal njegov prijatelj Drago Kapun. Skupina 12 prijateljev, poleg brata Ivana, bratranca Izidorja, svaka Štefana Romiha, še 3 bratje Kapun, prijatelji Bizjak, Fras, Kmetec, Kvas, Rajh, so se letno srečevali še desetletja v času, ko je Jože prihajal na obisk. Živite samo še 2. Je pa bil Jožetov otroški čas zaznamovan tudi s temnimi platmi vojnega in povojnega obdobja. V intervjuju s Krmavnerjem 84, smo ga že omenjali, je povedal: ob koncu vojne sem imel 13 let. Odraščal sem v nacionalno zavedni, zato medvojno partizanski kmečki družini. Grozovitosti prvega povojnega leta, likvidacije družin in posameznikov v najbližji okolici, v katerih so odrasli samo šepetali, so ostale v spominu. Niso pa takrat imele nobenega ovirajočega vpliva na oblikovanje mojega sveta, ki je postajal v vplivu šole in v branju vedno bolj naivno marksističen. Šele na klasični gimnaziji se je ta idila začela v moji zavesti krhati. Konec citata. Na klasično gimnazijo se je Jože upisal, ker so ga takrat privlačevali jeziki. Sam se je vzporedno učil še francoščino, esperanto in latinščino. Po učenju latinščine je tudi sino Gorazd dodajal natančna navodila. Kako se je to išlo, pa ne vem točno. V letih 49-50 je bil član skupine dijakov, ki so razpravljali o človekovih pravicah in o načelih francoske revolucije. Kasneje je izvedel, da so sled tega 2 sošolki skrivaj brskali po njihovih, tudi po njegovi torbi in si zapisovali naslove knjig, ki jih je prebiral. Tako se je začelo. 2 sošolca je ravnatelj odslovil iz šole. To je Jožeta zelo razjezilo in razočarano izstopil iz mladinske organizacije z izjavo, da ne mara biti v organizaciji, ki meče dobre dijake iz šole. V 7. razredu so začeli izdajati neprijavljen dijaški literarni list iskanja. Prva številka je šla januarja 51 z njegovim uvodnikom, kjer ugotavlja, da je prepovedana odkrita beseda. In zaključi, citiram: premagamo strah in zakličimo besede, ki jih skrivamo v srcu. Prisrčne in odkrite in pošljimo med ljudmi, med ljudi. Zapojmo takšne pesmi, da bodo z njo ozdravili oskrunjeno in zagrenjeno osebnost garajočega človeka, da bomo sprostili izpod nasilne omrtvelosti njegovo zdravo življenjsko silo in z njo odločno zahtevo po svobodi, odkritosti in lepe besedi. Vse to ni ostalo brez posledic. V 8. razredu je Jože izvedel za nameravane izključitve. Odločil se je, da se predtem sam izpiše in 8. razred ter maturo upravi kot občan, kot privatist takrat. Takrat se je prvič srečal z Udbo. S priprtjem, zasliševanji, hišno preiskavo. Po hišni preiskavi, bil je petek, so ga pustili doma in mu naročili, da se mora oglasiti na Udbi spet v ponedeljek zjutraj. Tega Jože seveda ni storil, ker so se na tisti ponedeljek začeli izpiti za 8. razred, torej zadnji razred
gimnazije. Trajali so 2 dni in ves ta čas Jože šole ni zapustil, da ga ne bi prijeli kje na poti. Prespal je pri hišniku. Razred je opravil, na maturo pa ni več smel. 4 dni prej je dobil prepoved opravljanja za 1 leto strani šole. Na podlagi pritožbe na Ministrstvo za prosveto v Ljubljani se mu je kazen podaljšala na 4 leta. Enako ukrep so izrekli takrat Politu Bibiču, Ignacu Kvasu, Petru Božiču. Jože se je odločil za služenje vojaškega roka, ki se je z nagradnim dopustom iztekel 10 dni pred maturo jeseni 1953. Kazen je bila namreč med tem časom vsem znižana za 1 leto. Citiram, pa je po energičnem prizadevanju profesorjev klasične gimnazije. Tako sem postal zrel, je Jože izjavil čez mnogo let. Dovolite še en preskok v leto 1999, ker je bil pač to tudi bistriški dogodek. In sicer enkrat v času Jožetovega dopusta letnega. Udeležila sva se prvič skupaj na nekem političnem dogodku javne razprave v okviru SZDL v Slovenski Bistrici o amandmajih za dopolnitev jugoslovanske ustave iz leta 1974. Udeleženci so kar onemeli, ko so najo zagledali. To je bil po moje njegov prvi javni nastop v Slovenski Bistrici, še pred njegovo vrnitvijo za stalno. Ko se je kmalu po začetku razprave Jože seveda prijavil k besedi, je nastala smrtna tišina. Povzemam po spominu. Vprašal je, kaj želimo s tem amandmaji doseči, kakšen je njihov smoter. Da naša federalna ureditev pomeni omejitev slovenske narodove suverenosti in samostojnosti. Po razdihovanju in zgražanju je ustrajal, da unitarizem federacije in centralizem partije to dokazujeta. Zato potrditev amandmajev pomeni samo še eno pritrditev temu neustreznemu stanju in njegovo podaljševanje. Med drugim debate pa ni bilo veliko, mislim, da je bilo v interesu, da se sestanek čim prej konča. Se je odzval predsednik podravske regije SZDL, sicer tudi Bistričan, da je za Jožeta že slišal in si predstavljal, da je pameten človek. Sedaj vidi, da se je motil. O izidu glasovanja pa že tako veste 2 proti, ostali za. Samo na kratko se še vrnem v Jožetova gimnazijska leta. Od očeta smo otroci izvedeli, da je takrat pisal tudi pesmi. Ko smo ga kasneje povprašali po njih, je z nasmehom komentiral, da je bilo to nepomembno romantiziranje in da ima srečo, da jih ni več. Zaplenila mu jih je udba o aretaciji v Ljubljani. A si jih je nekaj ohranilo v iskanjih. Vem, Jože ne bi bil navdušen, zato sem izbrala najkrajšo. Človek, daj mi to, kar je odnesel čas, ko brezobzirno je dojel čez mene. Viro vate, človek, viro v nas, v naše delo, v misli, nerojene. No, moram še zaključiti, da. Skrajno brezobzirno je divjal tisti čas čezen še mnoga leta, po svoje, kar smo tudi že danes slišali, z odzivi javnosti še mnoga desetletja. A mu je Jože ljuboval z neizmerno močjo in pogumom in mnoge njegove misli dragocene so bile rojene za viro v nas. Hvala, postite.
Hvala, Iva, lepo doživeto. Tako, jaz bi predlagal, da še mečkaj nadaljujemo, ne? Čeprav bi se moral že izteči ta panel, ker bo pač drugi mečkaj krajši, ravno za ta del, ki ga je sedaj predstavila Iva, in bi odprl razpravo. Ja, gospa Milica Šturm je prva dvignila roko, vsaj ni 3 razpravljalci, bi bilo dobro, da se še oglasite, vključno z omizjem. Jaz bi rada v njegov spomin povedala tudi svojo zahvalo. Ko smo se osamosvojili, sem vodila mestni odbor v centru za center. Zbrali smo se in potem je bilo treba izvoliti na občini vlado in kar naenkrat so se pojavile osebe, ki prej niso popolnoma nič sodelovali. In moška oseba, ki je bila predvidena za predsednika te občinske vlade, je rekla, veš kaj, ti pa ne boš, ne, tebe pa ne. Prej sem pa vse stvari opravljala z kandidati, z vsemi. In jaz takrat rečem, a tako, bil je pa iz Pučnikove stranke, se rekla, bom pa jaz to gospodu Pučniku povedala. In čez 2 dni je rekel, ja, te vzamemo, boš kadrov, je rekel gospod Pučnik. Tako, mislim, da sem bila to dolžna povedati. Hvala lepa. Morda kakšen komentar na razprave, ki so bile slišane v tem prvem panelu o memoarskih ali pa spominski del je kasneje, ampak lahko, prosim, izvolite. Hvala lepa. Nekdanji Pučnikov sodelavec pa bi želel nekaj besed spregovoriti. Jaz sem bil 9. marca na tem parkirišču, kjer je pokopališče, kjer je pokopan Jože Pučnik. Vsakega 9. marca sem tam, vsakega 11. januarja sem tam in grem na grob, da se z Jožetom pogovorim. Pred 2 letoma, ko sem bil tudi tam, sem poslušal Radio Ljubljana ob 12. uri, zgodilo se na današnji dan. Zanimivo, niti beseda o Jožetu Pučniku. Jaz pokličem po mobitelu direktorja Radia Ljubljana, razburjen, kaj je to možno in seveda, da takšnega človeka na dan njegovega rojstva niti ne omenijo. Zanimivo, letos, 9. marca, spet na parkirišču, na pokopališču, prižgem radio ob 12. uri. Sicer so začeli najprej z kopališčem leta 1520 v Ljubljani, kako so se Ljubljančani milili in pa mazali s kolonsko vodo. Tretja novica, pa hvala Bogu, kar nekaj minutaže oziroma senkunitaže za Jožeta Pučnika. Še nekaj bi povedal, tole so fotografije iz Ruš. Jaz sem tu na levi, Jože Pučnik v sredini in povezovalec gospod Toni Gašperič v sredini. Jaz sem poslal ta članek v Ljubljani, da vidimo, kaj se še danes dogaja z doktorjem Jožetom Pučnikom decembra 2013. Spoštovani, v prilogi vam pošiljam fotografije iz arhiva TV Ljubljana za snemanja dne 2.12.92 ob 20. uri v Kulturnem domu Ruše. Doktor Jože Pučnik je v Kulturnem domu v Rušah spravil na noge nabito polno dvorano občanov Ruš, predvsem delavcev, ki so prisostvovali predavanju doktorja Jožeta Pučnika o socialdemokraciji in delavskih pravicah. V tistem času je veliko delavcev v Rušah izgubilo službe, a bilo je ali bilo na čakanju. Ta posnetek se je pojavil prvič v objavi spominov Toneta Gašperiča, ki je bil takrat v vlogi povezovalca.
Zanimivo je, da se dr. Jože Pučnik še decembra 1992 so se ga tako bali, da v Mariboru nismo dobili povezovalca in smo ga morali iskati v Metliki leta 1992. Tako da je prišel Tone Gašparič iz Metlike direktno proti Večeru v Maribor, kjer smo se potem natajno prepeljali v Ruše. Grozili so nam takrat z policijo, ki leta 1992 še ni vedela, ali bi bila milica ali policija, da bo shod preprečen, da nas bodo pozaprli in tako naprej, in da bo prazna dvorana. Zgodilo pa se ravno obratno. Ko smo stopili v dvorano, je dvorana bila nabito polna. Dobesedno lahko rečem, da je tisti večer dr. Jože Pučnik zažgal Ruše v narekovajih. Ljudje so navdušeno poslušali, na koncu ploskali, skandirali, vsi so se želeli z njim rokovati, se pogovarjati, fotografirati. Zanimivo. Da naslednji dan mediji, ne Večer, ne Delo, ne TV Ljubljana, nišče ni poročal o tem dogodku popolnoma nič. Sedaj pišem v TV Ljubljani, sedaj po 21 letih pa se na TV Slovenija ob spominih Tonija Gašpariča posnetki najdejo v bunkerju in nenadoma pojavijo. S tem, da je Tone govoril o shodu v Trbovljah in povedal, da je bila dvorana prazna, posnetki pa so bili iz nabito polne dvorane v Rušah. In seveda, ker nam tehnika zdaj omogoča, da si posnetke na televiziji obrnemo nazaj, sem jih uspel fotografirati in seveda potem poslal protest na TV Ljubljano. Dr. Pučnik je vsakakor sodi med največje Slovence, saj za politično svobodo in demokracijo v povojni Sloveniji je bil deležen brutalnega komunističnega nasilja akterjev, ki se danes proglašajo za socialdemokrate. In to je ta pomembnost, kako v bistvu mediji še danes negirajo dr. Jožeta Pučnika, v bistvu, kako se ga tudi bojijo. Še eno anekdoto bi povedal, ki jo je takrat povedal lani Toni Gašparič, je rekel, ko so prišli v Trbovlje, v kulturni dom. V kulturni dom si pa prišel tako, da si moral skozi bife. In na šanko pri bifeju so sloneli 3 pijančki. In ko pridejo v dvorano, se posedejo in je bila prazna, in potem ti 3 pijančki pridejo in se naslonijo na zid, pa par ljudi, pa vpraša Toni Gašparič, vpraša dr. Jožeta Pučnika, kaj bi sploh začeli, kaj ne vidiš, da dvorana je prazna. Je rekel, kak prazna, vidiš, da ljudje stojijo. In v Rušah so dobesedno stali. Zdaj pa še moje razmišljanje o Pučniku, čisto preprosto. Za mene je Jože Pučnik v štric Primožu Trubarjev in dr. Francetu Prešernu. Dr. France Prešern, literat, pesnik, Primož Trubar nas je naučil pisati brat, dr. Jože Pučnik pa demokracije in kulture obnašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ašiču. Glede na to, da nas čaka še drugi prav tako prijeten in zanimiv del, bi zdaj zaključili s prvim, si vzeli 15 minut časa za kavico, za klepet. Vabim vas še tudi na ogled knjig, ki se zadaj prodajajo. Vidim gospoda Leljaka, ki bo verjetno prodajal svojo predsednica inštituta Jože Pučnik Andreja Valic. Prav tako imate na voljo knjigo Demos, ki je dobršen del namenjen dr. Jožetu Pučniku. So še nekatere druge knjige iz zakladnice, ki jo ima inštitut Jože Pučnik, tako da izvolite. Jaz se vsem nastopajočim, akademiku dr. Kosu, dr. Lovru Šturmu, dr. Andreja Valic-Zver, gospodu Zornu in pa gospe Ivi Ozimić-Zver lepo zahvaljujem. Ozimić, pardon. Pučnik. Milano, prosto. Lepo zahvaljujem. Zahvaljujem se gospodu županu, ki je delil z nami te trenutke prvega panela. Pozdravljam pa še enkrat vse, ki ste prišli, zlasti pa družino in pa Gorazda, ki
ki se redno odeležuje čisto vseh prireditev Inštituta Jožeta Pučnika in ki je tudi prevzel pomembne vlogo sedaj pri novem vodstvu inštituta. Torej 15 minut pauze, potem pa se množično vrnemo nazaj v to dvorano. Kava je v dvorani čez hodnik.